In v studiu pozdravljam predsednika Nove Slovenije, Jerneja Vrtovca, in predsednika Demokrata Anžeta Logarja. Dober večer obema. Dober večer. Bom začela z vami. Ne hodite, vabijo vas zdaj že drugič na pogovore pri Robertu Golobu. Ne hodite. Kaj sporočate? Je za vas sprejemljiva samo vlada, ki bi jo vodila SDS z Janezom Janšo? Mi spoštujemo odločitev volilk in volilcev in tako kot smo dejali, ne bomo jih razočarali, ne bomo nekako rekli svojim načelom in vrednotam, da jih prodajemo. Zato je naš cilj zelo jasen in sicer razvojna koalicija v okviru desnosredinskih strank. Odločno zavračamo politiko dr. Roberta Goloba v zadnjih 4 letih. In je nesprejemljivo sodelovanje. Ki je bila polna revanšizma, ideoloških spopadov tudi proti takratni ali pa zdajšnji opoziciji. Hkrati pa želimo dati poudarek vsebini in programu. Zaradi tega je to oblikovanje tretjega bloka, kot smo ga poimenovali skupaj z Demokrati in Resnico, ter trojček NSi, SLS in Fokus, ključnega pomena, da se Slovenija laže pripravi na prihajajočo krizo vsled rešitvam, vsebinskim in programskim. Robert Golob pravi, potrebujemo vlado narodne enotnosti, huda kriza prihaja, to vas ne prepriča. Ne more tisti, ki je 4 leta negiral klice gospodarstva in ljudi, sedaj reševati nastale situacije, kajti je sokriv za to situacijo in tudi ljudje so odločili. 43 mandatov za desno sredino, 40 za levo sredino. Zmagala je pa vseeno Gibanje Svoboda in Marko. Veste, da zmaga tisti, ki zna bolje šteti tudi potem v državnem zboru. To je pa zdaj druga faza. In to so bile že izkušnje v preteklosti. Lahko pa rečem, da ravno ta tretji blok z Demokrati. Bomo prišli do tretjega bloka podrobneje. Je ključnega pomena pri tem, da dobimo tudi neko stabilnost in vsebinska izhodišča. Gospod Logar, še ni prišel do besede, pa vas moram vprašati, vi hodite na ta pogajanja, ali je torej za vas vlada, ki bi jo vodil Robert Golob, sprejemljiva? Brez Nove Slovenije, očitno, ki ne bo šla v tako vlado. Zdaj najprej, volivci so povedali svoje na zadnjih volitvah. Rezultat tega je, da sta zmagala 2 tabora proti, en proti drugemu. In v tem pogledu imamo zdaj zelo zahtevno nalogo pred nami. Jaz pa mislim, da državljanke in državljani pričakujejo, da bomo ta gordijski vozu razvozlali. Skratka, da bo v nekem doglednem času vlada, ki bo sposobna nekaj spremeniti. Ja, morate ga politiki, ne? Ja, no, in zdaj tu se pa vračamo na tisto stvar, ki bi morala imeti več medijskega ali pa domovinske pravice pred volitvami, to je na vsebino. In Demokrati smo zelo jasno povedali po volitvah, da se bomo odzvali vsakemu uradnemu vabilu, preprosto zato, ker s 5 točkami, ki ste jih povedali. Tako je, ker ljudje pričakujejo, da se sestavi vlada glede na rezultat, ki je pač bil dosežen na volitvah. Zdaj pa tako, ne moreš se pogajati o koaliciji, če nimaš jasnih stališč zmagovalke volivcev, glede na posamezna poreča vprašanja. Zato sem jaz danes potegnil ročno zavoro. Že prejšnjič sem to omenil, da pričakujem osnutek koalicijskega sporazuma, da sploh vem, kaj so prioritete Gibanja Svobode. In ko ga danes nisem dobil, sem pač v prvem krogu pogovorov to tudi jasno izpostavil. Ampak boste pa šli na pogovore prihodnji teden, napoveduje Gibanje Svoboda, ne bo pripravila osnutek koalicijske pogodbe in bo vsako stranko posebej se o njej pogovorila. Na ta pogovor boste pa šli? Na ta pogovor bomo šli, na podlagi tega bomo potem ocenili, a je to sploh programsko sorodno s tem, kar smo mi zastopali pred volitvami. In za nas je bistvo naš program, Uspešna Slovenija, to je nekakšna biblija prihodne vlade in tu ne bomo odstopali. Kompromis bo pač treba, in takrat boste videli, ali je možno za tak kompromis ali ne. To gremo zdaj k tej sredinski povezavi, ki ste jo danes napovedali. Ni čisto razumljiva, torej, kako ste rekli, povezava sredinskih strank, ne? Zakaj ni razumljivo? Ne govorimo o sredinskih strankah, ker seveda pač trojček je desna sredina, na primer, ne? Seveda, jasno. Potem bi moral še SD biti, ali pa še katera druga stranka, ne, če bi bila sredina, ne? Dobre namene v smislu, da lahko prispeva močna programska izhodišča, ki odgovarjajo na izzive, pred katerimi je Slovenija, je seveda dobrodošel. In tukaj ne gre za izključevanje, ampak iskanje rešitev, tudi zakonskih pobud, kajti od vlade dr. Goloba kaj takega ne moramo pričakovati. Ja, tudi močnejši ste, ne, pogajalske možnosti vaše so večje, ampak bistveno vprašanje, ali greste potem vse 3 stranke skupaj v koalicijo? Ker če je tako, potem v bistvu so ti pogovori že končani, ne?
Potem je pač vlada Janeza Janše prihodnja. Veste, kaj je bistveno? Ja. Bistveno je, da je Slovenija pripravljena na te izzive, pred katerimi smo, ne? In na katere opozarja danes, sicer po volitvah, tudi predsednik vlade. In Slovenija ni pripravljena. In odgovornost demokratov, NSi, SLS in Fokusa ter Resnice je torej točno takšna, da predlaga določene rešitve v okviru naših zmožnosti. Imamo 20 glasov v državnem zboru, to je ratala močna povezava, ki lahko pripelje do ključnih rešitev za Slovenijo izven konteksta vlade ali pa, kar vi želite, da delimo stolčkov naprej. Nas ne zanimajo pozicije, ampak zanimajo nas rešitve za državo. Ampak vlado bo treba sestaviti. Glede stališča Nove Slovenije, glede stališča trojčka, NSi, SLS in Fokus, ponavljamo, razvojna koalicija v okviru desno-sredinskih strank je pa odgovor. Dobro. Vprašanje za vas, vi ste danes že pojasnili, to sodelovanje demokratov tudi v tem sredinskem trojčku, kot pravite. Prihodnji teden je neko odločilno, mislim, zelo pomembno glasovanje o novem vodstvu državnega zbora. Boste imeli svojega kandidata, prav vaš član bo vodil, ker je najstarejši poslanec, ne? Naš član je najstarejši, ampak samo če smem, ker mislim, da ni čisto natančno obrazloženo, kaj je namen tega sredinskega trojčka. V bistvu je namen vrniti vsebino v politični diskurs. Zdaj imamo stranko, ki vodi pogajanja, ki bo pripravila koalicijski sporazum. Poleg tega imamo pa recimo 3 stranke, ki imajo na 3 ključnih področjih, gospodarska ureditev, zdravstvo, boj proti korupciji, zelo sorodne rešitve. In vi boste predlagali alternativo, ali kako? Ne bomo predlagali alternativo. To ste že pred volitvami. Težko predlagaš alternativo, ker vemo, kdo je zmagovalec volitev in vemo, kdo je drugi na teh volitvah in imata v bistvu ključno odgovornost, da sestavita en ali drugi vlado. Naš namen je v tem vmesnem času, ker pogajanja, jaz mislim, da bodo trajala 2 meseca. Ob tem bomo soočeni s krizo, medtem ko se pač drugi ukvarjajo z sestavljanjem koalicije, se bomo mi ukvarjali z vsebino. In mi bomo v bistvu v tem času, glede na to, da koalicija niti še ni sestavljena, pripravili nekaj predlogov, ki jih bomo posredovali vsem strankam v državnem zboru in na podlagi tega upamo, da se bo oblikoval konsens v tistih nujnih ukrepih, ki jih moramo sprejeti, zato da bodo ljudje bolje živeli. Tudi vlada bo svoje predlagala. To je kompatibilno. To eno ne izključuje drugega. Jaz mislim, da če več ljudi dela in predlaga ukrepe za to, da bolje živimo, jaz mislim, da je to vsem v interesu. Vprašanje za vas, kandidata za predsednika državnega zbora imate? Ta trenutek se res ukvarjamo z tem, kako podati odgovor na nastalo situacijo v okviru vsebine. In funkcij ne delimo. Lahko pa rečem, da kar se tiče NSi, SLS in Fokus, lahko govorimo o različnih kandidatih, ampak to ni primarni cilj. Primarni cilj mora biti programska izhodišča in lahko rečem, da to, kar je gospod Logar govoril, veste, mi smo v preteklem mandatu predlagali za razbremenitev gospodarstva ogromno zakonov, za SP-je, normirance, kmete, zdravnike in ta ista vlada, ki sedaj nam ponuja predloge, da jih podpremo, s temi istimi zakoni nam predlaga določene rešitve, nič ne de. Če bo rešitve v redu, lahko predlagamo, jih lahko predlagajo dobre rešitve. In bo dobila tudi vašo podporo. Dobre rešitve vedno podpremo, ampak trdim pa eno stvar, da lahko ta vsebina, ki jo zdaj mi predlagamo, je veliko boljša, kajti ni osnovana na osnovi neke maščevalnosti ali pa nedorečenosti. Vse to bo laže, ko bo vlada postavljena. Ampak pazite, vlada bo postavljena šele junija, glede na nastalo politično situacijo, ki imamo v državi. Naša odgovornost pa mora biti ta, da se med tem lahko pogovarjamo tudi o vsebinskih rešitvah in pripravljamo vsebinske rešitve. Samo ena beseda, zakaj sem jaz danes potegnil ročno zavoro in pač zahteval, da se pripravi nek osnutek koalicijskega sporazuma. Namreč v tem dokumentu bo tudi jasno začrtano, po kateri smeri aktualni predsednik vlade vidi naslednjo vlado in tu je lahko ta zadeva kompatibilna, če so določene rešitve iz
te koalicijske pogodbe, ki se bodo dejanili v 4 letih, pa je lahko zdaj že v začetku, ko še niti ni koalicije. Mislim, da ni nobene težave, če sredinski trojček potem tudi predlaga in da se sprejme v državnem zboru. In glede na to, da je bilo to v koalicijskem predlogu osnutka koalicijskega sporazuma, pričakujemo verjetno, da bo tudi največja stranka to potrdila. Je bilo, ne? Ja, smo tudi slišali že v predvolilni kampanji, da nekaj teh idej sprejeti zelo konkretno. Ne? Vprašala sem vas za kandidata za predsednika državnega zbora, pravite ja, ampak ne boste še... Ta trenutek, lepo vas prosim, ta trenutek ni to na mizi. Seja je prihodnji petek. Verjamem, da bo bilo to glasovanje zelo zapleteno, glede na razmerje sil ta trenutek v državnem zboru. Verjamem v modrost in tudi v to, da se lahko dobi res kandidata, ki bo usmerjal procedure v državnem zboru v skladu s tem, pred kakšnimi izzivi je ta država. In odgovornost je na političnih strankah. Absolutno, da dobimo... Se bo treba dogovoriti. Ja. Vprašanje konkretno za vas. Vi niste izvoljeni v parlament. Ali je možno, da bo, ne vem, podpredsednik vaše stranke, ki pa je izvoljen, da on odstopi čez pol leta in vi pridete v parlament? Ne, zakaj? Niso funkcije tisto, kar vodi. Volivke in volivci so povedali svoje in to ne vpliva na to, kako se bo stranka obnašala. Jaz verjamem, da bomo aktivni del prihodne koalicije in edini pogoj ali pa edini ta pomemben element pa je striktno zagovarjanje teh izhodišč, ki jih imamo v programu. Za vas pa vprašanje, 3 stranke so v tej vašem zavezništvu. Kakšna poslanska skupina bo to? Nova Slovenija, Nova Slovenija, SLS, Fokus, kaj bo to? V skladu s pogodbo NSI, SLS in Fokus. Trojna. To je enotna poslanska skupina s 3 strankami in sem vesel tega, da se je Slovenska ljudska stranka vrnila v državni zbor in da tudi Fokus Marka Lotriča ima svojo poslanko in to tista homogenost, ki tudi je popestritev na desni sredini. Lahko pa tudi potem razlike se pokažejo, ki so seveda... Ampak poglejte, mi smo šli v to sodelovanje ne zaradi parcialnih interesov, ampak zaradi interesov te države. In plod tega sodelovanja je bilo tudi to, da imamo 9 mandatov v državnem zboru. Predvsej smo prekoračili čas, če je mogoče. Res v enem stavku, če mi lahko odgovorite. Sova je predstavila neke nove podatke o obisku izraelskih paroveščevalcev pri stranki SDS. Je to za vas ovira za dogovor z SDS-om za koalicijo? Ali ne? Jaz sem sodeloval na SNAV, sicer sem zavezan molčečnosti, ampak jaz mislim, da so posamezniki, ki so govorili o neposrednih dokazih, mogoče malce prehitro ustrelili. Vas ne moti? Še preden je Sova predstavila te dokaze, že preden je bil SNAV, je bil tudi KNOVS na Sovi in lahko rečem, da me te stvari ne prepričajo, je potrebno se pa pogovarjati tudi o vsebini teh prisluhov, kjer se je odkrila široka koruptivna mreža. Ampak pasite, mi se ukvarjamo... Mi bi se morali ukvarjati tudi o tem, kako izkoreniniti korupcijo v tej državi, ki je šla v vse pore sistemov in podsistemov. Hvala lepa obema za sodelovanje v nocojšnji oddaji. Hvala za povabilo.